Radio Ognjišče. Radijski misijon. Večerni pogovor. Spoštovani poslušalci, dober večer. V studiu v svoji družbi pozdravljam tudi pestro zasedbo. Danes je 5. dan radijskega misijona, ki poteka pod naslovom Cerkev je mlada in res je mladost v našem studiu. Najprej pa lep pozdrav in dober večer osrednjemu misionarju današnjega dne, brat Jaro Kneževič. Lep pozdrav. Pozdrav, jaz sem tisti del, ki ni več tako mlad. No? Ja, zdaj se res to tudi vidi po kameri, kakorkoli že bomo prenašali tudi nocoj v živo, tako da se lahko poslušalci pridružijo tudi preko naše spletne strani radio.ognjišče.si, ampak Jaro, sej mladost je tisto, kar nosi človek v sebi. Amen. Zato nadaljujva s predstavitvijo, ker si sam tudi pomagal pri tem, da smo dobili tako lepo zasedbo. Z nami so tudi Nikolaj Kandelari iz skupnosti Emanuel, potem Martin Roba, mladi odrasli za Kristusa, in pa Ana Vanessa Bogataj iz Frame, to ste Frančiškova mladina. Dober večer. Dober večer. Ob današnji temi bomo govorili, torej v primerjavi z drugimi sem kar v redu. Gre za misel, ki je povezana s pripravo na sveto spoved. Jutri je tudi spovedni dan po vsej Sloveniji, po mnogih župnijah. In najprej me zanima, kako vas pravzaprav, če se vas dotika ta stavek. Z bratom Jarom sva o tem govorila v osrednjem misijonskem nagovoru. Kako čutite pri sebi, da odzvanja se kdaj zalotite v njem? Iščete kdaj potrditev tudi v drugih in si rečete, sej v primerjavi z njim sem pa kar v redu? Če jaz začnem. Meni se zdi, da prva stvar, ki me prešine ob tem, je tako nelagodje. Prvič, tako se mi zdi, kdo so drugi, ne? To so zdaj drugi v katoliški cerkvi, to so drugi moji vrstniki, ki niso katoličani. Ampak nasplošno se mi zdi pa, meni se zdi, da te primerjave z drugimi, vsaj zame, se mi zdi, zelo hitro dobiš na potuho in se v bistvu ne osredotočiš na svoje težave, kakor se strani, da bi jih reševal, ampak jih oproščaš s tem, da gledaš, kakšne so napake pri drugih. Tako da jaz se mi zdi tako, se probam držati stran od takih razmišljanj v primerjavi z drugimi, se pravi tako. Ja, se pa kdaj usilijo? Ja, precej hitro se to zgodi. Tudi pri Martinu ali? Pri meni je ponavadi lih obrnen, to malo slaba samopodoba naredi, je ponavadi, koliko temu gre dober, jaz sem pa tak tle grešen in take neumnosti počnem. Tako da nimam konkretno s tem problemov, da bi, koliko meni gre dober, pa drugim ne. Tudi ta druga moja stran pa ni zmeri zdrava. Nikoli se ni preveč zdravo preveč primerjati z drugim. Ker na vse zadnje to tudi je primerjava, čeprav obrnjena. Ja. In še Ana? Ja, jaz moram reči, da tudi jaz ne razmišljam velikrat tako, čeprav se tudi usilijo tako, take misli, ampak mi je bilo fajn, ko sem enkrat slišala nekoga, da v bistvu za primerjanje vedno najdemo lahko nekoga, ki je pač v narekovajih boljši od nas ali pa slabši od nas in pač k čemur smo nagnjeni, bomo vedno to najdeli in meni se zdi smiselno v bistvu primerjati sami s sabo, kakšni smo zdaj v primerjavi s tem, kakšni smo bili. Torej v preteklosti ali pa morda z vizijo, kakšni bomo v prihodnosti. Ampak pomislimo še ob tem, danes mlade pravzaprav na nek način sili ta virtualni svet. Me zanima, kako ga sami doživljate, ker tu je ves čas neka skušnjava, kako ugajati prek teh družbenih omrežij, kako iskati to potrditev prek všečkov. Kako sami čutite ta pritisk? Ana? Ja, mislim, da je velik pritisk, ampak mogoče ne
več v tej moji generaciji, ko sem bila mlajša, no, v najstniških letih, mislim, da je to največji pritisk. Potem se poleže počasi? To je moja izkušnja, ne vem. Zdaj tudi jaz nimam več tako, sem na družbenih omrežjih, ampak zame to se mi zdi ne pomeni toliko neke potrditve, v bistvu kar objavljam, se mi zdi, da z namenom, da delim z drugimi tisto, kar želim deliti. Zanimivo, torej le gre za neko rast, ki v človeku povzroči, da do tega naredi neko distanco. Kako pravi ta fanta, Martin? Ja, jaz nisem preveč neki na družbenih omrežjih sploh, ampak sej to je problem, ki ga imamo tako ali tako v življenju, zmeri hočemo ustrezati čim več ljudem, hočemo biti čim bolj priljubljeni. Tako da to je en tak problem, ki mogoče je zdaj v modernih, ko so ta družbena omrežja malo še bolj na površje prišel, ampak to je zmeri si ljudje dajemo neke maske, da skrijemo to, kar je zares v nas, da pokažemo, koliko smo fino, koliko smo fajn. Tisto, kar je pa v nas, bo pa ostalo skrito, pa amben ne rab vedeti. Tako da, kar rata problem, ker najbolj pomembno je tisto, kar ostane v nas, kar ponavadi skrijemo pred drugimi, ker se bojimo, kaj bo pa on rekel, ali pa kaj pa, če bo nekdo to zvedel. In ker je v tem tudi resnica, ne? Ja. Je to tudi izkušnjava, Nikolaj? Ja, jaz bi si kle strinjal za Ana, tako kot je rekla, glede mladih se mi zdi sploh 8. 9. razred, no, ki prihajajo ta najstniška leta, saj jaz sem bil takrat iščeš najbolj to pozornost, takrat si najbolj ranljiv, po moje, za te vplive socialnih omrežij, polk pa odrasteš, ali odraščaš, pa mislim, da to nekako se postaviš sam zase in nima več tako vpliva, no. Vsaj pri meni ga nima. Se zdi, da ga nima ali ga res nima? Pri meni bom rekel, da ga kar nima, sploh zato, ker večina socialnih omrežij ne uporabljam. Res? Kako pa je to zavestna odločitev? Ja, v bistvu čisto zavestna. Ja, tako. Jaz bi tudi lahko nekaj rekel, jaz pašem še tisto 8. 9. razred. Ne, tako, ker pišem blog, sem imel nekaj časa navado, da sem vedno po novi objavi, ker niso redne, to delil s prijatelji na Facebooku, in so potem tudi bili všečki, recimo tja od 30 do 100, in potem sem se zaradi negativne reakcije nekoga, ki je pač blog prebral, moj zapis na blogu, odločil, da ne bom več objavljal na Facebooku, ampak kdor bo hotel, bo že sam prišel pogledati, če je kaj novega in poiskal. In sem imel kar eno tako krizo abstinenčno po všečkih, ne. Torej, nisem vedel zdaj, a kdo sploh pride pogledati, a pišem za 2 ali nihče ne prebere tega, kar napišem, ne. In sem videl, ne, da mi ni čisto vseeno, ne. Se pravi, kriterij, če pride vsaj 50 všečkov, je še kar v redu ta objava, no, sicer pa... Tudi če jih je 20 prišlo, ampak vedel sem, da je bilo to moje pisanje, da je nekoga doseglo, ne. In sem moral prav prečistiti svoj namen in reči, jaz pišem, tudi zato, da sam naredim osebni pregled tega, kar mi Bog podarja, in tudi če bo samo en prebral, je to vredno, ne. Torej iz te produktivne miselnosti je, ne, da mora ne vem koliko ljudi prebrati to in ne vem koliko jim biti všeč, bolj v to bivansko, ne. Jaz sem to, jaz želim pisati, to je tudi moj način oznanjevanja evangelija, ne glede na to, ne, ali bo zdaj en prebral, ali pa bo čez 10 let nekdo naletel na en zapis, tako da priznam pa, ne, da sem imel malo všečkarske abstinenčne krize. No, se pravi, je šlo tudi za nek razvoj. No, se pravzaprav danes govorimo o tem, zato, ker je to ena od možnih izpeljav tega gesla oziroma stavka, ob katerem razmišljamo, saj v primerjavi z drugimi sem kar v redu. Lahko pa bi šli, morda, brat Jaro, tudi k naslednjemu stavku, ki ga zasledimo, mislim, da prav danes, ko reče cestninar, o Bog zahvaljen, da nisem takšen, kot so drugi ljudje.
Tu gre pa mogoče še za eno stopnjo naprej, ne? Se pravi, sebe neposredno poveličujem in rečem hvala, da nisem tak kot tisti reveži, ki tam nekje blodijo, jaz sem pa boljši. Se pravi, poveličevanje v nasprotju do drugih, tudi to v tem vidiku pogledu priprave na spokorno bogoslužje je stran pot. Jaz mislim, da v takem primerjanju, ko sebe poveličuješ, ne, je vedno nekaj smrdi zraven. Ne. Ponovati je tako, da druga mal nižji odrek potisnemo, čeprav sem jaz to do vratu odrekel, ampak samo da je drug še mal nižji in da se relativno jaz mal boljše počutim. Ne. Ampak smrdi ravno tako. Ne. In kdor iskreno v Božje oči pogleda, ne, pol ve, ne, da je grešnik, ne, kot sem že rekel, popolne, da velikrat, ko poslušam spovedi, se sam trkam po prsih, ker sem veliko večji grešnik kot tisti, ki mu dajemo odvezo. Ampak oba sva ljubljena grešnika in zato res primerjanje je v bistvu en strup, ki izraža eno notranjo negotovost, da sam nisem dosti dober, da bi bil ljubljen. In tu je odločilen tisti drugi pogled proti Bogu, proti Jezusu, ki nam daje svetlobo, s katero lahko pogledamo tudi nase v tej luči. Zdaj bom vprašal kar neposredno. Kaj vam pomeni sveta spoved? Kaj vam pomeni ta zakrament? Ana, Vanessa. Ja, meni v bistvu prvi odgovor, ki mi prihaja, je, da je to en Božji očetov objem, pa te besede, ki jih slišimo v priliki o izgubljenem sinu, da je pritekel, ga objel in poljubil. To je zame spoved. Prva asociacija in Martin? Zame je tako en tak nov začetek, ko sem probal, živel, padel, grem k spovedi, rečem, ok, še enkrat, na novo. To bom spremenil, gremo še enkrat probat. In tokrat bo boljš. Ni zmeri boljš, ampak se pa vsakič potrudim, da je res tisto trdno sklenjam, da se bom poboljšal, da imam vsakič plan, kaj bom naredil zdaj v nov poskus, ki mi ga daje, kaj bom probal narediti boljš. In še Nikolaj? Jaz pa sveto spoved doživljam po mojem kot kakšen, ne vem, kot tuš, ne vem, pač si umazan, ne vem, si se umazal od vseh svojih grehov, no, in ne vidiš več pač svoje lepote, no, če tako rečem, ali pa tudi te, ja, no, in pač, ko se greš tuširati in priješ ven, pač svež in nov, no, da se, ja, da lahko živiš naprej v veselju, tako. Da lahko svobodno zadihaš. Brat Jaro, morda to vrtenje, ne, o tem si tudi nekaj govoril v popoldanskem nagovoru, to, da se človeku zdi, da se pravzaprav ne izmota iz tega kroga. Rekel si, ni začaranega kroga, pa vendarle ima pogosto vsak človek tak občutek, da pride do spovedovanja vedno istih grehov oziroma svojih napak. Ali ni to začarani krog? Ne, ni. Jaz sem uporabil tisti primer spirale. Ja. Torej, dejansko, če bi bili mi sami sebi prepuščeni, bi bil začaran krog. Ker pa vsako trenutek odprtega srca za Božje delovanje pomeni tudi vstop Boga in dviganje naše človeške krhkosti. Torej, res hodimo v enem spiralu. Velikrat prijemo na ist konc spirale in se nam zdi, ne, da smo na istem spet. Pa nismo. Ne. Samo hoditi ne smemo. Ne. Ta Erling Kage, ki je prvi človek, ki je bil na Monte Everestu, na severnem in južnem tečaju, pravi, da se cilj doseže samo tako, da postavljaš eno nogo pred drugo in da to delaš dosti časa. Kitajska modrost pa dodaja, da moraš narediti tudi prvi korak. Ja, ampak to hoja, vztrajna hoja, ne, v zaupanju, mene vedno bolj nagovarja, da pri spovedi se dogaja isti čudež, čudež enake kategorije, če smem tako reči, kot pri Evharistiji. Mi molimo v psalmu 51, čisto srce, Bog mi ustvari, ne pravimo umij me, ne, ali pa po farbi moje umazanije, ne, ampak novo srce naredi. Ne. Torej, če je lahko en kruh pa en vino, brez spremembe zunanjega okusa in videza, postaneta Kristusovo telo in kri,
potem isti sveti duh tudi v spovedi dela novo srce. Torej ne pride več isti človek ven, čeprav bom še zmeraj ista nagnjenja, hpat se v greh nosil sabo, zaznamovanost s svojimi izkušnjami, psihološke in druge rane. Ne. In se bom tudi sam doživljal, da je še vedno enako. Temelj vere je, da verjamem bolj božji pogledov in božji resnici, kot pa svojim občutjem in svojim izkušnjam. Ne. Tu se začne. Nek dan smo prebirali tudi o Abrahamu. Torej, ker je veroval v Bogu, se je zgodilo nemogoče. Pravi Pavel, proti upanju je upal. Torej, ni bilo šans, da bi po človeški logiki in zakonih narave on še dobil otroka. Ne. Pa ga je, ne. Ker je bolj verjel v Božji besedi, kot pa vsem zakonom narave. In pri spovedi je podobno. Ne. Bi rekel, sem grešil, sem naredil, tega ne morem kol več popraviti. Ampak Bog vstopa, Bog je stvarnik, Bog me zdaj ustvarja, Bog mi dela novo srce. In se mi zdi, da ta vidik spovedi včasih pozabimo, ker tudi bolj mislimo, zdaj pa ne čutim nič, da bi bilo kaj drugače, pa čez en teden bom spet enako delal, to je pa spoved brez veze. Brez veze je to, da tako mislim. Da se pravi, spet postavljam sebe v središče. Zdaj predlagam, da postavimo tudi možnost poslušalcem, da pridejo v tole naše središče pogovora, ker je pogovorni večer, zato se nam lahko pridružite tudi s svojimi vprašanji, svojo mislijo, kratkim komentarjem. 01512 10 00 je naša telefonska številka. Pogovorni večer 5. misijonskega dne spremljate. Z nami trije mladi, brat Jaro Kneževič. Predlagam nekaj glasbe, pa seveda spodbudo, da nas tudi pokličete. Come on, you have got to move on. This is not the you I know. This isn't real, it's just all you can feel. And that's the way that feelings go. And whether or not it's right or wrong, you'll do what you will do. And when the cloud in the sky starts to pour in your life, it's just a storm you're braving. Well, don't tell yourself you can't lean on someone else, 'cause we all need saving sometimes. Say what you will, but the time that we fill while we're on the earth should not be alone. We were meant to be known, and you make me what I'm worth. But I can't keep you from yourself. You'll do what you will do. And when the cloud in the sky starts to pour in your life, it's just a storm you're braving. Well, don't tell yourself you can't lean on someone else, 'cause we all need saving. And I don't know why it has to be this way, and I don't know the cure, but please believe someone else has felt this before.
cloud in the sky starts to pour in your life, it's just a storm you're braving. Well, don't tell yourself you can't lean on someone else, 'cause we all need saving. We all need saving. Večerni pogovor na Radiu Ognjišče spremljate radijski misijonje in v naši družbi brat Jaro Kneževič Kapucin ter trije mladi Nikolaj Kandelari, Martin Roba in Ana Vanessa Bogataj. Dva študenta, Martin je že zaposlen. Morda se vam zdi ta tema težka, je spoved oziroma korak do spovednice težak. Kako ga vi doživljate? Morda Martin. Ja, meni ni več težko. Je vsekakor bil obdobje, ko je bilo, joj, pa jaz ne bi šel pa povedal v župniku zdaj, kakšne vse neumnosti sem počel, pa so še kakšne neumnosti, ki jih počneš, kakšni grehi, ki so že tako malo bolj tabu tema in jih je še težje povedati. Je pol dolg časa tistanja, mogoče pa to sploh ni to greh, da bi ga rabo. To pa še podune, ki jih kar sprot da odvezo, ni treba povedati. Ampak gre s časom, večkrat, ko greš, lažje je iti k spovedi, več, ko imaš pozitivnih izkušenj, lažje je iti. In zdaj, mislim, pa še nisem toliko strm, je že kar... Tako, komaj čakam, da spet grem, da spet orang prepucam, da grem spet na novo naprej v boj. Nikolaj, Ana Vanessa bi kaj dodala? Ja, moja sem to, da nikoli nisem razmišljal, da bi govoril sploh o spovedi. No. To je danes nekaj posebnega, ne? Ja, poseben izziv. Zanimivo se mi zdaj prej, kaj je rekel Jaro, da je to milost, ne? In je res, ampak se mi zdi, da zdaj sem to videl bolj kot nekaj sobotno opravila okoli hiše, ne, pač moraš narediti, ampak no, ampak je res to ena milost, en dar, nisem to tako nekaj za sprot, ne. Tako da ja, no, to se mi zdi zanimivo ali pa lepo, tako razmišljam o tem. Zdaj vas bom pa povabil, da se nadenete slušalke, kajti imamo klic, tako da lepo pozdravljam poslušalko, gospa Alenka, dober večer. No, poslušam to oddajo, čeprav ravno sem začela, ne, ampak sem nekako povezala s tem, glede spovedi, ne. Ja. No, jaz bom povedala svojo izkušnjo, ker dokler se meni Sveti Duh dotaknil in me vodil, me vodi, mi je bila spoved, ko bom rekla, občasno šla, niti se nisem dosti temu, bom rekla, ozirala, niti nisem čutila do tega, ne. Ko se me pa Sveti Duh dotaknil in me vodi, je pa spoved zelo pomembna ratala. Ker Sveti Duh mi da vse v obličje, to se pravi, na različne načine mi daje, kje sem grešila. Je zelo dosleden, ko pravijo, mali grehi niso, ampak pri Svetem Duhu jaz tako občutim ne. On hoče, da povem vse, recimo, in tudi če pozabim kakšen greh, mi da takoj vedeti, recimo konkretno pri sveti maši, me začnejo zobje boleti. Samo, ko je ta maša, ko je konec, ni bolečin v zobeh ali v jeziku pekočem. Skratka, da mi vedeti, ti nisi opravila spovedi tako, kot bi jo mogla. No, prišla sem pa do tega zaključka, da sem si začela pisati, ker enostavno ne more zapomniti. Narediš in grede, ne hote, ne vede, nisi povezan z Bogom, je drug na delu
in te hitro potegne. A ne? No, in tukaj Zdaj si pišete. Ja, pišem si. No, zanimivo. Zato, ker da si potem to osvežim, ko grem spovedi, a ne, da ne pozabim, ker mi potem on da takoj vedeti, nisi upravlja. Ne? In potem mi da na različne načine vedeti, potem grem pa vase, premišljujem in potem pridem do spoznanja, ne, kje sem pozabila, kaj sem pozabila. Hvala lepa za tole vašo refleksijo, odziv. Gospa Alenka, morda kakšen komentar, brat Jaro? Alenka, izpostavili ste eno zelo pomembno temo, torej, da je Sveti Duh tisti, ki nam razodeva resnico o tem, kdo mi smo. Na to je Jezusova beseda, še preden je šel v nebesa, je rekel tudi ena izmed velikih darov, ki boste dobili prav to Sveti Duh, ki bo poučil svetu o grehu in o resnici. In to se dogaja tudi v vsakem izmed nas. Tako da za popolno predanost Bogu v zakramentu svete spovedi je poslušnost navdihom duha ključna. Ne? On nam bo povedal, kaj je v nas res greh, ne? Ker včasih lahko kakšna stvar, ki sploh greh ni, v središče svojega življenja postavimo. Kakšen težek greh, pa tako kot je mal tudi Martin nakazal prej, ne, pa lahko zminimaliziramo, ker nam ga je težko povedati. Tako da Sveti Duh je učitelj dobre spovedi. Je pa dobro, če se znamo odpreti in ga slišati njegov glas, nam lahko pri tem tudi pomaga spovednik. Morda kakšna vaša izkušnja, kako izberete, imate svojega stalnega spovednika ali greste naključno v spovednico? Ana Vanessa. Jaz večinoma hodim kar k enemu spovedniku, ker v bistvu se mi zdi, da na ta način lahko najboljš rastem, ker me pozna, pa mogoče ve, kje se kdaj kaj ujamem. Torej gre za nek potem proces, ko ni treba vsakič znova začeti od začetka. Ja, v tem vidim prednost, ja. Bi še kaj dodala, Martin in Nikolaj? Ja, pri nas doma smo imeli, uradno je bil od obeh staršev, ampak če je že prišel domov, smo se pa še vsi otroci zraven in vidim, da mi je to kar naredil. Že tako je to, kar je že prej povedala, da te res pozna, da ve, na kakšne zanke se loviš stalno, da ti res zna svetovati. Po drugi strani mi je bil pa to en tak izkušnja iz družine, ki mi je res dala, pokazala, kakšno moč ima spoved, da sem se navadil hoditi k spovedi, da sem se iz tega naučil, da res je fino hoditi k spovedi in da ni treba, da je spoved sam, da prijem v spovednico, pa naštem vse svoje grehe, ki sem se jih prej spomnil, pa pol počakam, da mi da odvezo, ampak da je to lahko tako orank refleksija na cel življenje do zdaj, da pogledaš točen, kaj si naredil narobe, kaj bi lahko naredil boljš, kaj boš naredil boljš, kje ti še malo manjka, tako da je tudi to, da zdaj starši na otroke prenašamo, je to en velik dar, če to gre. Dobro, zdaj imamo spet klic, tokrat je z nami poslušalec Lojs. Dober večer. Ja, dober večer, se slišimo. Mi vas dobro. Imate kakšno vprašanje ali komentar? Nekaj bi povedal, kaj sem doživel, ko me slišite, ko vam preko radije. Vas slišimo, kar povejte. Veste, ko se mi je zgodilo, pred 14 dnevami mi je sestriča ubilo v gozdu. Pa smo imeli pogreb, pa to pa me je dotoliko, sem drugač veren. Pa še ni bil pogreb, sem pa šel na Kurešče, ko je vsako prvo soboto na Kureško romanje. Čujete? Ja, poslušamo. Pa sem gor zmodil, ko smo imeli češčenje najsvetejšega, 1/10 pred celo crkvo, mislim, župnijo, tam, ko smo bili not, ki je za nas križan bil, potem šel spovedi, sem povedal,
da sem bil pri spovedi en mesec nazaj, ko vsak mesec grem, ko upravljam tudi prve petke, pa prvih 5 sobot. Če pa ne morem biti petek spovedi, pa grem na Kureško soboto. Potem sem pa povedal gospodu spovedniku, kaj se je naredilo, mi je pa rekel prav, da si prišel pa daroval, kaj bi rekel, da sem daroval, da sem prišel na, kaj bi rekel, na tudi način, da sem ga, kaj bi rekel, počastil, da sem modlo zajga, ne. Ja. Hvala lepa, gospod Alojz, da ste podelili to z nami. Torej, spoved po enem takem hudem dogodku, kot je smrt bližnjega oziroma obisk svetišča, molitev, gotovo ima svoje mesto. Ja, tudi Jakobovo pismo pravi, da veliko doseže molitev pravičnega. Ne, tako, torej, če nekdo z izkesanim srcem pristopi k spovedi, tudi z željo, ne, da bi bila potem njegova molitev za tega pokojnega, ki ga je imel vred, ne, še bolj Bogu všeč, ne, ker svoje življenje želi ponovno usmeriti na Božje poti, je to en čudovit dar, najprej za tega samega, ki se spove, potem pa tudi za tega pokojnega, ne, za katerega pač moli. Je pa gospod Alojz tudi odprl na temo redne spovedi, pravi prvi petek, prva sobota. Jaz velikokrat svetujem, ne, ker tako je, če so duhovne stvari konkretno vezane na ne čase, na ne kraje, potem veliko več možnosti, da bojo ostale stalnica. Ne. Prvi petki v cerkvi so en velik dar in ni kar tako, ne, da spodbujamo in da cerkev vedno znova spodbuja, dajte, pristopite takrat k zakramentom, ne, naredite to en tak svet prostor znotraj vašega meseca, v katerem boste lahko res z vsem srcem zajeli milosti, ki jih Gospod ponuja, ne, na te dni. Ne, tako. Se jih ponuja vedno, ampak tako je, ne, tako sem načkova Turenška poslušal, da so kraji, sveti kraji, ne, ker se veliko moli, so prepojeni z molitvijo, ne. Tudi sveti časi, post, ne, advent, ne, posebni prazniki, ne, to je v bistvu en tak, bom rekel, direktno vstop nebes v ta naš čas in škoda, da ne bi teh božjih darov res resno vzeli in jih izkoristili. In jih uporabili za odrešenje, za srečo, blagor. Kako doživljate sami, da vaši sovrstniki morda gledajo na svetospoved, na ta zakrament? Zdaj seveda odvisno, v kakšni družbi se gibljete, ampak morda, če bi tako naredili en tak povzetek tistih najbližjih vam, prijateljev, pa tudi glede te redne spovedi, kako jo doživlja danes mladina, Nikolaj? Dobro vprašanje. Da pa vem, se mi zdi, tako kot sem že prej rekel, nikoli nisem razmišljal o spovedi več kot o tem, da je pač neko nujno opravilo in se mi zdi, da tudi mrski od mojih bližnjih kolegov, no, razmišlja na tak način. Kar je pač zgrešen, a pa mogoče, ja, ne damo spovedi tiste teže, ki se zasluži, ampak tako, no, se mi zdi, da se ne pogovarjamo toliko o tem, kot bi se lahko, no. Tako, mogoče to. Ja. Martin? Ja, mislim, večina moje družbe je v skupnosti, tako da imamo kar, mislim, da to si tako urejeno to, ker tudi eden od v uvodnih duhovnih vajah, ki jih imamo v skupnosti, je 6 govorov in eden od teh je tudi spreobrnenje in vera, ki govori prav o tem, kako mora biti spoved, kako naj bi izgledala, kako se pripraviti na njo in kako pol naprej, kako naprej se spreobrniti in pol vero naprej živeti. Tako da mislim, da imamo kar zdaj vsaj znotraj skupnosti to, kar je najbližjih prijateljev, je kar dober. Je pa nasplošno, mislim, da med mladimi kar tako še zmeri malo strahu pred spovedjo, malo strahu pred tem, zdaj pa moram iti pa nekomu povedati vse, kar me boli, vse, česar me sram. Mislim, vsekakor to ni lahko. Ja, seveda govorimo o vernih mladih, ne, seveda potem
če bi še razširili krog, je tu še drugačen odgovor, še Ana Vanesa. Ja, tudi če pomislim na tiste moje prijatelje, ki niso verni, v bistvu se z njimi o tem sploh nikoli ne pogovarjam in tudi si mislim, da jim je to tak zelo nejasen pojem in mislim, da ne vidijo toliko smisla v tem. Zdaj, moji prijatelji, ki pa so verni, pa tudi jaz sicer mislim, da imajo podobno mnenje kot jaz, ampak tudi se mi zdi, da se zelo redko pogovarjamo dosti iskreno o tem. Da gre za neko osebno stvar. Ja, tako. Ampak z nekaterimi prijatelji pa tudi se, pa mi je to tudi dragoceno, ker v bistvu zame je pa spoved tako en res tak med najbolj milostnih trenutkov in takrat ponavadi najbolj čutim Božjo bližino in se mi zdi zato tudi pomembno o tem govoriti. Povedati drugim. Ja, jaz kot duhovnik tu prav pri spovedi najbolj občutim Božje delovanje v življenju ljudi. Ne. Vse rad pridigam, pa čudovito je maševati, ampak ko v spovedi doživiš, kaj je Bog v srcu človeka, posebej v srcih mladih ljudi, velikrat doživim velike čudeže. Sem rekel, ko sem zadnjič v Vrbju na njih duhovnih vajah, ki je prav skupnost mlade odrasli za Kristusa organizirala, spovedoval. Sem rekel, da v tisto za Kristijo, ker sem spovedoval, ne bom šel nikoli drugače, kot sem, ker je bilo toliko ene bolečine, hkrati pa toliko ene svetosti in hrepenenja in Božje bližine tam notro, tisti za Kristijo, da je zame to postal zdaj en najsvetejših krajev na svetu. Ne. Ko so mladi zbrani na kupu in ko pride do tega. Ja, ali pa ko človek odpre vse svoje življenje brezkompromisno za Božjo ljubezen in brez vsakršnega pretvarjanja, zavor. In da sem jaz kot grešnik lahko priča tega, mislim, si sploh nisem mogel predstavljati, da bom kdaj tako čudovite stvari, kljub temu, da so mnoge tudi zelo težke. Ja. Ampak tisti, ki pride k spovedi, ne, on je na poti rešenja, včasih kakšen od mladih pravi, kaj si mislimo mi o teh, ki se spoveduje. To je za nas eno veliko veselje. Ne. Bolj je bolečina tisti, ki nikoli ne gre k spovedi, ne, pa vidimo, da bi moral iti. Ne. Se pravi, če bi primerjal ta občutek pri spovedih mladih, ko jih je veliko skupaj, je ta neposrednost, ta iskrenost mladih v ospredju, ta brezkompromisnost, to je značilnost mladosti, ne? Seveda. Eno brezkompromisno iskanje, tako jaz doživljam, ne, in tudi pesem, ki smo jo poslušali, preden smo stopili v to oddajo, ne, torej to iskanje, ne, ja, in prav iskrenost je velikrat krepost mladine, ne, mladih, ne, ker potem ratamo preračunljivi in obremenjeni z ne vem kakšnimi stvarmi, kako bi to morali biti in tudi pri spovedi včasih. In kako nas bodo drugi videli in gledali. Tako, tudi spovednik, ne, ali pa ja, taktično, kaj je dobro povedati in kdaj in v kakšnem okoliščini. To mlad človek se pa res še upa vreči na polno življenje, kar prinese tudi velikrat, ne vem, če boste se strinjali z mano, ampak prinese tudi kakšno bolečino, kakšno rano, ampak bolj biti, to mi je rekel naš brat Marko, bolj biti hudornik, kot pa usmrjena voda, ne. Na tale miselno izdelje odzvanja si mu privošči nekaj glasbe, pa povabilo tudi morda še kakšnemu mlademu, ki nas morda zdaj le spremlja, da pokliče, si upa biti neposreden, kaj pove, 01 512 10 00, mimogrede, spremljate nas lahko v živo tudi preko Facebooka oziroma prenos na naši spletni strani radio.ognisce.si. Najbolj
Pogovorni večer spremljate na Radiu Ognjišče. Danes beseda teče o spovedi, o pripravi na spoved. Jutri je spovedni dan po vsej Sloveniji in z nami, poleg kapucina brata Jara Kneževiča, še Nikolaj Kandelari, Martin Roba in Ana Vanesa Bogataj. Z bratom Jarom sva govorila v srednjem misijonskem nagovoru tudi o podobi Boga, ki je, mislim, da zelo pomembna pri tem zakramentu. Jaro, omenil si Dobermana, ne? Če je Jezus Doberman, ki nas gleda ves čas in stremi na nas, kdaj bomo naredili kakšno napako, je potem lahko tudi ta pristop k spovedi čisto drugačen in nekaj težkega. Pa me zdaj zanima, mogoče eno izhodišče, kako se v človeku razvija, katero smer bi ti dal oziroma spodbudil, da bi ta podoba šla v tisto pravo smer, tako? Jaz mislim, da je temeljna smer je skrita v besedi očka, ne? A ne, moj ljubi tatek, lati ali karkoli že, kako ga, torej to, ne. Če je podoba, ki jo nosim v sebi v skladu z besedo očka, potem jo lahko, ne, pustim, da meni raste. Če vodi v drugo smer, to ni podoba Boga, ne. Jezus je tako jasno rekel, naš Bog je očka. Očka, ki je nekaj ljubkovalnega in hkrati tudi... Ja, tudi na moč, na gotovo stvarnost, ampak ja, na ta nežen način, ne. A ne biti oče na materinski način, ne, očka. Ja. Kako pa vi doživljate Boga? Kako ga doživljate recimo v pristopu do tega zakramenta, recimo in tudi v svojih osebnih molitvah? Če lahko začnem. Prosim. Sem mislil, da dobro zdaj, ker je rekel očka, ker sem jaz malo razmišljal o tem. Zdravo, podoba Boga se mi zdi tako visoko leteča beseda in sem se, po moje sem pravil tako 5 minut, da sem sploh skrb dal, kako bi sploh opisal Boga. In ta prva stvar, ki mi je prišla na misel, je super oče, ne. Tako kot je razni heroji, filmi, ne vem, iz Amerike. Tako en super oče, ne, ki je pač oseba, ki te pač ful marat. Hkrati te vzgaja, te uči. Tako kot oče, no, samo pač super oče, ne, še ena stopnja več. Tako. In tudi med spovedjo se mi zdi, je pač tudi tisto, ne vem, ko si se kdaj udaril, ko si bil majhen in si pač prišel do staršev in pač je tisto očetovski objem, ki ti pač pove, da bo vse korilo. Te potolaži. Ja, tako. Ja. Podoba pri Martinu. Ja. Meni tudi ta očetovska se je spreminjala, ko sem odraščal, se to malo spreminja. Trenutno je zelo tak konkreten, tako oče, ki pusti, da grem po svoje, ki pusti, da ga tudi malo poserjem, ki pusti, da po svoje rinem, ampak bo zmeri nekje vzadej počakal, skozi za mano par korakov hodil, pa ko bom rekel, ok, zdaj pa ne morem več, pa prijel pa me niso naprej. Tako da res en tak sicer, ki pusti, da tudi padem, da tudi se polomam, ampak zmeri čaka, da mi bo pomagal, da tudi ko obupam, bo rekel, ok, zdaj bom pa ti jaz pomagal, pa bo šla skupaj čez to. Se pravi, ni strogi sodnik? Nisem. Po svoje, ja, ti jasno da vedeti, kdaj si naredil narobe, ampak po drugi strani pa reče, ok, zdaj si se naučil, sam ne moreš, greva zdaj skupaj. In tudi o tem, tudi pri pripravi na spoved, pa pol v življenju po spovedi rečem, ok, tle sem zdaj padel, ok, Bog, a ne, zdaj sem že tokrat probal sam, dejva zdaj skupaj, zdaj mi pa ti pomagaj, da ne bom več tle, na tej stvari vsakič posebej spet padel. Torej, podoba nekoga, ki te spremlja in pomaga čez deročo reko. Tako je. Ana Vanesa. Jaz pa mogoče sem v bistvu šla že čez zelo velik faz tega, kako dojemam Boga, kakšna je v bistvu podoba njega v meni.
Pa tudi še zdaj je zelo različno. Trudim se, da bi ga čim bolj v bistvu spoznavala tazga, kot je, kar je včasih kar težko, no? Ker skozi življenje, v bistvu skozi odnose družinske in druge, se mi zdi, da se ves čas učimo o Bogu in včasih so neke predstave bolj resnične, včasih pa manj. In ja, se mi zdi ključno to, da odkrivamo njega, pa da ga res pač spoznamo tazga, kot je. No. Je to nek razvoj, tudi odvisno v kakšnem obdobju smo, ne? Se mi zdi, da Ana Vanessa, da se res na tako ključno temo odprla, torej spoznavanje, ne, odkrivanje, totaliter pravijo v latinščini, ne, torej za nebeške resničnosti, torej tudi za Boga popolnoma drugačen od tega, kar si mi lahko sploh predstavljamo, ne, in ključno je samo, da se ne zafiksiramo v neko podobo in ne pustimo, da bi nam Bog še kaj novega povedal o sebi, ne, pustiti Bogu, da je Bog, ne, in da nas vedno znova preseneča. In to je bil temeljni problem farizejev, ne, ko so imeli izdelano podobo Boga, kdo on je, in Jezus tja noter ni pasal, ne, in ni mogel biti Bog, ne, čeprav je bil, ne, in je, ne, in tako da ne bi res se pustili prepričati, da vemo vse, ne, da vemo, kdo Bog je in ta je. Tudi če je ta podoba lepa in pozitivna, ne, postane malik, če nismo odprti za novo odkrivanje, da nam Bog še kaj novega o sebi pove. Ne. Da lahko očka tudi malik, recimo, ne, če si eno točno podobo, kakšen ta očka je in Bog je to in nič drugega, ker potem nisem več odprt za vodstvo duha v globine očetovske ljubezni. Ne. In tu verjetno spet igra pomembno vlogo Sveti Duh, da nam odpira ta pogled. Pa Rupnik jasno pravi, ne, da brez Svetega Duha ni nobenega dostopa ne do Boga in ne do človeka. Ne, če on ne vodi, če srce ni odprto Božji ljubezni, ne drugega človeka ne morem videti prav in spoznati, še manj pa Boga, ne, ki je še večja skrivnost. Zdaj bomo spet pozdravili, poslušalka je z nami Katja, dober večer. Se slišimo. Lepo zdrav. Dobro vas slišimo, povejte, imate kakšno vprašanje? Super. Ja. Jaz sem se odzvala na povabilo, da naj se tudi mlajši oglasimo. Super, bravo. Pa da naj bomo direktni in konkretni. Tako je prav. V bistvu je takole, ena težava, ki jo jaz vidim pri spovedi, je v tem, da gre prehitro oziroma kot po tekočemu traku vse skupaj. Ko mi dobro prideš v spovednico, pa greš že ven. In imaš pa nekako občutek, kakor toliko hitro se je vse skupaj zaključilo, da se ti na koncu, no, saj jaz imam tak problem, da se mi na koncu tako že malo zdi, a pa je bilo to sploh, a je sploh bilo kaj od tega, oziroma, saj vem, da taka spoved je veljavna, sam na koncu ti kar za malo zdi, a me je sploh poslušal, komentiral, itak ni nič, dal mi je odvezo in to je bilo to. A je, mislim, tak občutek imaš, ne zdaj pač, ok, jaz sem vse mogla malo se pripraviti, brati tudi malo poguma, iti v spovedi in pa prideš, rešiš vse v minuti, recimo, in si rečeš, ok, a je to sploh imel kakšen smisel zdaj? Malo imaš tak občutek, da se ti malo za malo zdi vse skupaj. Nisi mogel vzeti niti toliko, da mi saj en stavek ali pa dva rekel, pa kaj komentiral. A me sploh slišal, a sploh vedel, kaj sem hotela povedati. Ali je prav vseeno, kdo je prišel in kaj je povedal. Katja je iskrena, res iskrena, hvala za tole odkrito vprašanje, ki mislim, da ga še marsikdo deli, ne samo med mladimi in prav je, da ga odpremo. Res, hvala lepa. Jaz bom besedo kar dal bratu Jaru kot spovedniku, seveda tudi, ker govorili smo že o tem, da je pomembno izbrati si recimo tudi stalnega spovednika. Brat Jaro, kaj praviš na to? Ja, Katja, zelo tako sočutim z vami, ne, to je lahko ena velika stiska za spovedanca, pa tudi za spovednika, ne. Jaz imam zelo velik razpon izkušen v svojem malo manj kot 20-letnem duhovniškem služenju. Od tega, da sem na eni župniji spovedal 33 otrok v eni uri,
Torej, niti 2 minuti na otroka in me je župnik trkal na vrata spovednice, najhitreje spovedujem, ne. Do tega, da je spoved trajala 4 ure, ne. Ja. Torej, jaz zelo prosim tiste, ki želite, ne, posebej pred prazniki, ne, kakšno bolj poglobljeno spoved, da se vnaprej najavite, da se dogovorite, da omogočite tudi duhovniku, da ni v stiski, veste, tudi primer sem imel, ko je ena gospa stala v vrsti z drugimi pred prazniki in je 1 uro se spovedovala in so 2-krat vmes vrata spovednice odpirali in dajali znamenje, da jih zunaj še 20 čaka, ne. Torej, je težko tik pred prazniki, mi bomo v Škofji Loki zdaj spovedovali od jutra do večera, 5 bratov nas bo na razpolago in Brezje in frančiškani na Tromostovju. Takrat razumete, ne, da v takih okvirih duhovnik težko, čeprav to ni upravičilo, da vsaj 2 besedi ne reče, ne, da saj ne da znamenja, da vas je slišal, ampak težko pa kakšno daljšo obliko spovedi takrat ne obhajamo. To je lahko čisto praktičen razlog? Ja, večinoma je tako, ne, večinoma je tako, ne, da takrat, ko vemo, ne, da potrebujemo več časa za spoved, pokličite, najavite se, duhovniki z veseljem, rezerviramo svoj čas, ne, če vemo, da nekdo prihaja v eni potrebi po daljši spovedi. Kakšna pa je vloga pravzaprav spovednika tudi kot nekoga, ki zna duhovno svetovati pri spovedi, da ni samo nekdo, ki je posrednik seveda in ki da odvezo, tako kot je opisala Katja, da pač pride do tega rezultata, ampak da odpira ta vprašanje morda, kot smo prej govorili, da pomaga, da Sveti Duh vstopi v to dogajanje. Ja, če gledamo nekega svetega Patra Pija, ki je bil spovednik z veliko začetnico, ne, so bile to kratke spovedi, 2-3 minute, ne, ker je bilo ljudi toliko, ne, ampak on je imel dar uvida v duše, ne, ampak torej spoved sama kot sakrament ni namenjena daljšemu duhovnemu spremstvu, ne. Tudi samo v svoji praksi vedno redno, če se le da, ločujem pogovor, duhovno spremstvo in šele na koncu potem spoved kot sakrament, ne, ker, ne, tako da sama spovednica je lahko, ne, kraj duhovnega vodstva, ne, se lahko porabi, ni pa to primarni namen, ne, sakramenta spovedi. Tako da vedno več je te možnosti, da tudi duhovno spremstvo brez spovedi ali pa povezavi s povedjo izkoristite, ne, dragi bratje in sestre, in to je smer, v katero mora iti naša cerkev, ne, da ker duhovnikov nas bo vedno manj, ne, upamo, da bojo spovedi vsaj na tem nivoju ostale, kot so, ne. Tako da bodo vedno boljše, ne? Lahko, ne, seveda, tako naj Duh naredi svoje, mi smo tu za to. No, iskrena hvala Kati, ki je poklicala s tem vprašanjem, in bomo veseli še koga, posebej med mladimi, ker je misijonska tema ubrana na mlade v cerkvi, cerkev je mlada, zato le pogum, 01 512 10 000. Mi se pa dotaknimo morda še ene teme, to je pravzaprav spraševanje vesti. Prejle smo se pogovarjali, pa še nismo bili čisto vsi zbrani o tem, kako pomembno je pravzaprav vsak dan pogledati na to, kaj si počel, kaj je doživel in kaj je šlo morda narobe. Torej, si vzeti minuto, 5 minut za to, da preletiš dan. Me zanima, če to počnete oziroma kako gledate na to spraševanje vesti. Martin. Tokrat začel, enkrat za spremembo. Jaz to, kar počnem zdaj, odkar sem po eni spovedi z bratom Jarotom ugotovil, da moram res nekaj narediti, sem začel tudi tako konkretno si vzel čas ob 10 zvečer, da imam čas za molitev, da si res lahko pregledam, kar sem naredil čez dan, malo premislim to, koliko sem tudi šel z Bogom čez, koliko sem pa pač nekaj po svoji rinu, koliko je bilo od tega je bilo zares dobrega, koliko je bilo pač nekaj mojega, kar sem jaz po svoje probal nekaj vleči.
In je to tako, en tako pogled, ok, to sem danes naredil tako, ok, je tako, ni bilo dobro, ampak lahko jutri naredim boljš. Se bom jutri potrudil, da je boljš. In pol tudi v povezavi s povedjo je to že, če vsak dan malo ugotavljaš, ja, to sem pa naredil narobe, a ne, je tudi pol, ko pride do priprave na spoved, hitrejš priješ do tega, ja, ok, ja, sej, to sem si pa zdaj že 3 dni zapored ugotovil, da sem delal narobe, a ne, tega se rabim spovedati. Tako da je zelo pomaga tistim, ki ne gre to tako samo iz glave, da bi sam se uspel usesti, pa razmisliti je en kup že pripravljenih egzamenov in podobnih, ki so res tako po korakih, kako pride čez cel dan in ga tako oceniti. In iz izkušnje so koristni. Zelo. Tako preden nadaljujemo, dober večer Tomažu, ki nas je poklical po telefonu. Dober večer. Jaz bi rad vprašal brata Jarota, kaj ga posebno nagovarja pri svetem Frančišku, zakaj se je odločil, recimo, da bo v svojem življenju odbliže sledil njemu, ter kaj priporoča mladim, kako preizkušati svojo poklicanost, recimo, če morda kdo med nami čuti, recimo, za poklicanost, za duhovništvo, radovništvo, kako je to, recimo, v duhu svetega Frančiška preizkušati, odločati se, to bi bilo moje vprašanje. Lep pozdrav vsem skupaj. Dobro, hvala. Prisluhnu odgovoru. Ja, hvala Jaro, lepa. Čau, Lep pozdrav. Zdaj, ta tema je malo preobširna, da bi jo lahko se danes dotaknili tudi čisto v celoti, v polnosti, tudi zato, ker recimo sej Ana Vanessa tudi Frančiškovo karizmo pozna in jo živi, tudi biti član Frančiškove mladine na nek način, ni na nek način, je duhovnik poklic, se odzoveš na klic duha, to ni samo ena taka človeška izmišljotina. Torej, kaj ne rečem, pri razločevanju to, da se mlad človek ne boji Boga, da mi je rekla enkrat ena prijateljica, ki je zdaj srečno poročena in res živi vero, rekla, ko sem se odločila, je bila v meni ena velika skušnjava, da če bom sledila Božjemu glasu, bom sicer sveta, ne bom pa srečna. In to je laž, To je laž, kot da bi bil Bog konkurent človeški sreči in mnogo mladih te laži nasede. In mislijo, da morajo pač za svojo srečo sami poskrbeti, da če boš z Bogom skozi življenje hodil, boš en tam zdolgočasenc, ki ne boš enkoli pravega življenja občutil. In jaz tistim mladim res svetujem, tudi če kdo zdaj le posluša, berite apostolska dela. Če je bilo Pavlu kaj dolgčas, ko je poslušal Svetega Duha, jaz dam glavo preč tako, ni šans. To je bila taka apostolovščina, z vsemi težavami vred, ampak kako nekdo, ko pustiš Boga, da te vodi skozi življenje, kako res to postane apostolovščina vere in bi vsem to prvošil. In če to prenesemo na današnjo temo, je apostolovščina tudi, ko vstopimo v odnos z njim v zakramentu svete spovedi. Spovedi, ja. Apostolovščina je, ko stopiš v svoje globine, ko sem enkrat bral, 2500 zvest vidimo mi na nebo s prostim očesom. Zvest je pa v vesolju 7 sextiljonov, 7 in 22 ničel, torej nekaj čist drugega, kot pa mi vidimo. Podobno je ta naše notranje vesolje, če prideš, spustiš enkrat noter, vidiš kakšno bogatstvo je, kaj je vse noter neizčrpano. S črnimi luknjami vred. Ja, pogled, to je tista, ne vem, kje so jo zdaj fotografirali. Našli. Z nami je Ivanka, dober večer. Dober večer, želim vsem skupaj. Gospa Ivanka, Bog daj, povejte. Mene pa samo to zanima, jaz sem kršina, a imam pravico k spovedi te ali ne? Krščeni ste, ne? Ja, sem pa verna, vsak večer poslušam mašo na ognjišču, zato imam hrbtenico poškodovano in pred parom letem sem gledala vsak dan mašo in poslušala in moliva in me je veliko pomagal in me je Gospod Bog veliko rešil, tako da zdaj lahko hodim, prej pa nisem mogla hoditi. Ja, naj bo slavljen Gospod Bog v vašem življenju, Ivanka, in tudi za vas, ki pričujete takole javno po radiju.
Ja, če ste prejeli sveti krst, ste del Kristusovega telesa, imate tudi dostop do ostalih zakramentov, morda je dobro pred spovedjo, da se z nekom, morda z duhovnikom vašim domačim, pogovorite, pripravite, vsekakor pa imate pravico, mislim, in privilegij, bi rekel, privilegij, da gremo lahko, ker smo v Kristusu, da lahko tudi ta Božja ljubezen po Kristusu tudi po zakramentih priteka v naše življenje. Ja. Hvala lepa, gospa Ivanka, za vprašanje. Ja, tudi morda odraža to vprašanje nek drug čas, ko se je tudi na spoved gledalo drugače. Danes pa seveda pogled uprt tudi naprej z mladimi, ki gledajo v prihodnost. Ostali smo pri tem egzamnu, to je spraševanju vesti. Zvečer Martin je povedal, da ima to navado, kar je vsekakor občudujoče. Vsak večer je rednost na urniku. Je budilka na telefonu, zvoni ob 10. Takrat vem, da sklopam računalnik in imam tam v stanovanju eno to beanbag, ne vem kako je slovenski izraz, se tam gor usedem in odmolim. Ja, torej vrečo, ne? Verjetno, tako vrečo. Vrečo za sedeti, dobro, ja, da se predstavljam. In je to en tak, da je res ura, ko rečem, ok, zdaj je čas za Boga, zdaj grem odmolit, zdaj bom vse pustil, kar delam, tudi če sem sred, zdaj bom si vzel tistih 15 minut, 20, kukar bom rabil, da odmolim, potem pa naprej. Občudovanje vredno, ta disciplina, ne? To je nekaj, kar je na vsaki duhovni poti zelo zaželeno. Ana, Vanessa? Ja, jaz imam to disciplino sicer v tem, da vsak dan se zvečer, ne nujno ob 10, no, včasih tudi precej pozno, ampak se vzamem čas, da pišem dnevnik in pol se mi zdi, da lahko v okviru tega pregledam svoj dan. Je pa včasih to spraševanje vesti malo bolj usmerjeno, tako vase v globine, včasih pa ne zmorem, no. Zahteva določen napor, ne? Ja, se mi zdi pa zelo pomembno, no, ker ja, če je vsakodnevno, pa je več priložnosti za rast, ja. Nikolaj? Jaz se pa zvečer ne poslužujem egzamna, ampak se ga pa tako v težjih trenutkih, no, ali pa tako v času preizkušnje, ali pa ko mi kaj ne gre, takrat, ker čutim, da me nekaj teži, ko vzamem kakšno minuto, 2 ali pa tudi 10, se usedem ali pa sem tiho in predelam te stvari z Bogom, no, tako. Ja. Tako. Kot ena oblika molitve. Ja, recimo. Ja, počasi se bližamo zaključku našega večera. Če bi še kdo se opogumil in poklical, je dobrodošel. Morda tudi s kakšnim konkretnim vprašanjem v povezavi s povedjo so gotovo še kakšna odprta vprašanja. Rekli ste tudi sami, pomembna je rednost, pomembna tudi dovolj velika pogostnost. Sicer pa brat Jaro cerkev pravi vsaj enkrat na leto. Ja. Zdaj, cerkev je ena taka zelo prizanesljiva mama. Tako, ja, se vidite, kakšne bolj goreče skupnosti in v katoliški cerkvi in znotraj krščanstva, so veliko bolj striktne do svojih članov. Pri nas pa cerkev zelo tako spodbuja, dejte vendarle. Ampak to je eno ozračje, znotraj katerega pa mora vsak od nas odkrivati in se poglabljati in odkrivati, kako nekaj čudovitega je k spovedi, da ne bo res to minimum, da samo naredim to zato, ker je tako predpisano, ker žal take spovedi, ko so sam zato, da grem, meni kot duhovniku prinašajo veliko bolečine, ko slutim v ozadju z take spovedi velikrat tudi eno stisko, pa hkrati eno nemoč, da bi jo izrekel, pa eno površnost. Ampak mogoče je tudi priložnost za to, da se začne ta rast.
Ja, seveda. Ne, vsaka prilika, vsaka špranica v našem srcu ne, je možnost, da Bog vstopi in opravi svoje delo. Po drugi strani pa, dragi poslušalci Radio Ognišče, pojmo na globoko. Ne. Res, če se bojimo sami stopiti v svoje temne kamre, pa povabimo Jezusa, z njim je mal lažje iti, brskati po tistih nepospravljenih sobah. Ne. Nič ne bo on očital nam, poglej, kakšen imaš razmetan, že ne vem, koliko let nisi bil tle noter, ne. Ampak bo svojo ljubeznijo začel tisto spravljati v red in edina tragika, res tragika krščanstva je, da ne živimo odprti za Božjo ljubezen, ne. Da hodimo v enem krču skozi življenje in probamo s svojimi močmi postati kristjani, to ni možno. Ne. To ni možno. Torej, spoved je res en tak, ne vem, rekel, privilegiran kraj. Ne. Moj prijatelj Tomaž mi je poslal SMS, ko je prebral, da bom danes tule na pogovor rekel, povej, da je za oltarjem spovednica, drugi najpomembnejši kraj v vsaki cerkvi, in da sta to na istem nivoju, da se ne bojmo mi to spovednice, duhovniki poskrbimo, da bo lepe spovednice, da bo ljudi kar vleklo. Sem bil v eni mehni vasici pred parimi dnevi, imajo tako lepo spovednico z vitražem na okni, samo še pri Džemi Galgani v Luki sem videl tako lep vitraž na spovednici kot tam, v tej vasici, bom kar rekel, to so Ravne na Cerkljanskem, pejte se pogledat, Zdaj bojo vsi drli tja, k spovednici. Ne, drejo, samo še župnik gre sosede noter, pa bo super, Super je že to, da ste danes res prišli in pričujete vsi, tako vsi trije mladi kot brat Jaro, ker je potrebno o tem tudi govoriti. Verjamem, da marsikdo bi tudi rad slišal te besede, ker gre na vsezadnje za nas. Mogoče še za sklep. Tule imam pripravljeno vprašanje, kako živeti to, kar sem. Začeli smo s to primerjavo z drugimi, vedno iščemo nekaj te primerjave, ampak bistveno je, da se začutimo v sebi, da se začutimo to, kar smo. In dodate, kako lahko živim kot kristjan v današnji družbi. Vi ste se že s tem, da ste prišli sem, izpostavili in povedali zdaj vsem, ki nas poslušajo, tudi s tem, da ste v svojih skupnostih tako ali drugače aktivni. Pa vendarle, je to za vas težko, kakšna odločitev je za tem, me zanima, kako gledate na to odločitev živeti kot kristjan v današnji družbi. Nikolaj? Kako živeti kot kristjan, katoličan v današnji družbi, ko pa vem, vsak po svoje. Meni se zdi, da včasih nam je težko, sploh se mi zdi, ker to je taka osebna stvar, recimo ti pa imaš v svojem delovnem mestu v šoli take profesionalne odnose in z način takim osebnim priti je včasih težko. Na splošno se mi zdi pa, da imamo gledano veliko priložnost, ker svet pač išče to, išče to ljubezen, mogoče tega noče povedati, mogoče tega ne zna povedati, ampak na splošno ta ljubezen nas ljudi zmer znova preseneča in jo iščemo. Tako da kristjani imamo to priložnost, da damo to ljubezen naprej. Z odnosi z vsakdanjem življenju ni nujno, da preko nekega neposrednega nagovora. Ja, če niste lih prerak, bolj tako. Martin? Ja, tle je tako, res tako, v takih vsakodnevnih stvarih, ki jih počnemo, da ne vem, ko gremo v restauracijo jesti, da se pokrižamo pred obrokom, da mislim, ker to je tisto, kar bo ljudem, ta je nekaj, ne bo pa vsiljivo, bo rekel, joj, kaj mi zdaj, ti tle vsiljuješ tvojo vero, se je ne rabim, ampak že s tem, kako mi živimo, da živimo to krščansko ljubezen, da živimo krščansko in to je tisto, tudi kar pol naprej premam ljudi, da ti si pa drugačen, pa v resnici je to dober. Kaj je glede tega? Tako da to je en tak način, kako živeti, pa hkrati oznanjati
da ni treba veliko neki posebenega početi, ni treba iti v Afriko, da bi lahko tako tudi oznanjal s tem, kako živiš. No. Ja, zanimivo. Razmišljanje še Ana, Vanessa. Jaz sem mogoče včasih mislila, da živeti kot kristjan zame pomeni, da bom mogla vsem povedati na glas vsakič, da jaz pa verujem v Boga, pa mi je bilo to težko. Zdaj pa počasi prihajam do tega, da ugotavljam, da zame bolj pomembno to, da živim to, tako kot sta vidva rekla, da poskušam se trudim sprejemati vsakega človeka, da poskušam gledati nanj, tako kot gleda Bog, saj vemo, da je to težko, da gledam nase, tako da tudi pa lahko dajem tisto, kar meni Bog je dal, da dajem to naprej in v tem jaz vidim, da lahko to živim. In zato se mora človek tudi odločiti, ne? Ja. Mogoče na kratko, samo še za konec, se bi lahko s tem tudi začeli, pa vendarle rekli smo, da vsak prihaja od vas iz skupnosti, iz Ana Vanessa, iz Frančiškove mladine, morda beseda o njej samo, kakšna skupnost je to? To je v bistvu bratstvo, v katerem se trudimo živeti po zgledu svetega Frančiška, ki ga verjamem, da veliko ljudi pozna. Koliko mlade sprejemate? Jaz mislim, da se tam nekje srednja šola oziroma študentje, največ nas je študentov, se dobivamo enkrat na teden, je pa več bratstv v Sloveniji. No. In to srečevanje poteka na kratko, kako? Pri nas v naši skupnosti začenjamo vedno z adoracijo, potem pa v bistvu sami večinoma pripravljamo teme, se pogovarjamo, tudi družabna srečanja, s kim skupaj gremo. Frančiškova mladina, kaj pa Mladi odrasli za Kristusa? To je eno tako zanimivo ime, Martin. To je skupnost znotraj skupnosti zakoncev za Kristusa. Skupnost sama je tako za vsa življenjska obdobja, za vsega se najde nekaj. Konkretno Mladi odrasli za Kristusa smo študentje pa mladi v poklicih, preden se poročimo. Tudi imamo srečanja, družabna, duhovna, imamo svoje duhovne vaje, kar je meni ena tako zelo privlačna, da je res tako od mladih za mlade, torej da sami pripravljamo programe, da imamo sami pričevanja, da res vidimo, da si lahko sami podelimo, kako pa, ne vem, jaz doživljam to, o čemer se pogovarjamo, kako pa jaz se spopadam s tem. In še Nikolaj, skupnost Emanuel? To je skupnost, ki, recimo rečemo tako, da se zavzemamo, ali pa zavzemajo za neko prenovitev v duhu, no? Da to neko res življenje vere tako iz srca, da ni to nekaj mrtvega, ampak nekaj res živega. Je pa to mednarodna skupnost drugače, začeli si v Franciji, tudi mi smo v bistvu podruženca, če temu tako rečemo. In ni samo za mlade, je pa tudi en velik del temu posvečen, z raznimi romani, srečevanje so na mesečni ravni za celo skupnost, pa še na tedenski ravni v manjši meri. Tako. Ja, brat Jaro, vemo, v skupnosti Kapucini. Ampak mogoče samo za tak sklep, to je potrdilo, ne, da v bistvu v skupnosti človek res najde lahko tudi zase mesto, ne zato, da bi se primerjal, ampak zato, da bi zaživel v veri. Živeti v skupnosti je nekaj bogatega. Ne? Ja, jaz bom pa z enim stavkom zaključil, sem gledal kradu Nikolaju, da sem ga napisal. Ja, zdaj so to vsi videli, ne? Ker tako, video prenos. Da to, če kdo zastiska ušesa, ne, tako nas sliši, da bo vsaj videl. Glede skupnosti pa to, nekoč sem prebral, bratstvo, ne, je kraj, kjer ni tistih, ki lahko več dajo in tistih, ki predvsem prejemajo, ne, ampak da je vsak dragocen in vsak na svoj način prispeva eno bogatstvo, ne, torej
da ceniš lepoto in dragocenost vsakega posameznika, ne glede na intelektualne sposobnosti ali kakšne druge darove, ki jih ima. Tako da skupnost je temeljna oblika življenja krščanstva. Če kristjan je v skupnosti, kakšen kristjan potem je, ko se trga iz Kristusovega telesa. Lahko zdaj eno sporočilo za vse starše, vse, ki delate z mladimi, ki jih srečujete tako drugače, se mi zdi temeljno za to, da kaj lahko mi mladim pomagamo biti je, da v njihovih iskanjih iščemo, kako oni v bistvu iščejo Boga. Da včasih se nam zdi mladi, da grejo čist drgam, kot bi mi želeli, da so zašli v svojem življenju, da so njihove poti neumne, tvegane, brezvezne. V tem najstniškem obdobju. Ja, ali pa tudi kasneje, sam sem bil tako študent, najhujšne. Ampak torej v iskanju mladih, da se mi odrasli zavestno odločimo, da ne bomo nasedali videzu, ampak da bomo iskali, kako to, kar mladi živijo, v bistvu je njihov izraz hrepenenja po ljubezni, in če nekdo po ljubezni hrepeni, v bistvu išče Boga. Se pravi, na tem listu, da ga pokažemo od blizu, piše: v iskanju mladih iskati njihovo iskanje Boga. S tem stavkom sklenimo naš večer. Hvala vsem, ki ste bili na tak ali drugačen način z nami, in seveda zelo velik hvala vsem vam trem, Nikolaj Kandelari, Martin Roba in Ana Vanesa Bogataj, da ste pravzaprav se odločili za ta korak, se izpostavili takole javno in spregovorili o svoji veri, o spovedi, o iskanju Boga oziroma o podobi, ki jo imate v Bogu. Verjamem, da marsikdo si ne predstavlja takega koraka, je pogum za to potreben. Zato res hvala lepa vsem trem in seveda brat Jaro, tudi tebi. Hvala lepa, lep večer vsem še naprej. Radijski misijon. Večerni pogovor. The love of her life is drifting away. They're losing the fight for another day. The life that she's known is falling apart. A fatherless home, a child's broken heart. Your